Lepo pozdravljeni, hvala. Namen te publikacije je v obliki kritične izdaje napraviti razpoložljivi dve skladbi, ki sta ohranjeni v dveh starih velikih kodeksih, le nekaj korakov od tu, v zbirki rokopisov redkih in starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice. To sta maši za dva štiriglasna zbora s prehoda 16. v 17. stoletje, katerih avtorja sta Annibale Perini in Pietro Antonio Bianco, to sta skladatelja iz severne Italije, ki sta delovala na notranjem avstrijskem dvoru v Grazu. Tako Perinijeva kot tudi Biancova maša sta tako imenovani parodični maši, kar pomeni, da sta obe osnovani na predhodno obstoječi večglasni kompoziciji. In predloga Perinijeve maše je motet Benedicite omnia opera domini Ruggera Giovanellija, medtem ko je Biancovi maši za osnovo služil motet Percussit Saul Mile Giovannija Croceja. Obe sta se ohranili le v tako imenovanih Hrenovih kornih knjigah, zbirki sicer 6 dobro ohranjenih obsežnih kodeksih, ki so nastali okoli leta 1600 v okviru nadvojvodske glasbene kapele v Grazu, in sicer na osnovi tam obstoječih rokopisov in tiskov, ter nato prešli v last ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v Gornji Grad, od tod tudi njihovo poimenovanje. Kot je dobro znano, je bil Hren nekaj let notranje avstrijski deželno-knježji namestnik, bil je velik ljubitelj glasbe in je nadvse pomembno zaznamoval glasbeno življenje na Slovenskem na prehodu iz 16. v 17. stoletje. Hrenove korne knjige, kot rečeno, so veliki kodeksi, iz katerih so pevci oziroma instrumentalisti lahko hkrati izvajali zapisano glasbo. Knjiga je stala na višjem pultu, tako da so jo vsi izvajalci videli. Tam so bili zapisani vsi glasovi, vendar ne kot v partituri, temveč na dveh odprtih straneh, vsak glas posebej, eden za drugim. In z obrnitvijo lista so vsi glasovi hkrati prešli na naslednji dve strani. Hrenove korne knjige so najpomembnejši glasbeni viri iz tega obdobja na Slovenskem. Njihova pomembnost je odraz predvsem treh okoliščin. Prvič, zelo dobro so se ohranili. Drugi viri v tem oziru niso dočakali enake usode. Hrenovi rokopisi so neprecenljivi tudi zato, ker vsebujejo kar nekaj skladb, ki so se ohranile le v njih. Te predstavljajo približno četrtino celotnega repertoarja. Med njimi sta denimo tudi dve skladbi slovitega mojstra polifone glasbe Orlanda di Lassa. Nenazadnje pa Hrenove korne knjige predstavljajo reprezentativen izbor raznolikega liturgičnega repertoarja, ki je bil priljubljen v notranji Avstriji, kamor je spadala tudi Kranjska. Prvi zvezek izbranih del iz Hrenovih kornih knjig obsega deli dveh skladateljev, od katerih je morebiti nekoliko bolj kot drugi povezan z glasbenim življenjem na Slovenskem v tistem času. Perinija je namreč okoli leta 1575 iz Benetk v Gradec pripeljal Hans von Auersperg z Šumberka na Dolenjskem. Predtem ga je dal izšolati in mu približno 1 leto nudil gostoljubnost na svojem gradu. Vsebinsko je publikacija zasnovana tako, kot je običajno za sodobne znanstveno-kritične izdaje glasbenih del. V uvodni razpravi so podane zgodovinske okoliščine, v katerih sta obe skladbi nastali, orisani sta življenji obeh umetnikov, nato je podano vse zgodovinsko vedenje o obeh kompozicijah in predstavljeni izsledki njunih analiz. Tako je bilo mogoče določiti njuno mesto v pestrem glasbenem dogajanju na prehodu v 17. stoletje. Posebnost tega zvezka je, da je del uvoda posvečenega tudi izvajalski praksi, kar je za sodobne izvajalce glasbe tako oddaljenih obdobij pravzaprav nepogrešljivo. Sledi revizijsko poročilo z natančnim opisom njunih virov,
predstavitvijo načel transkripcije in kritičnimi opombami, kjer so posebej obravnavana posamezna vprašljiva ali dvomljiva mesta v zapisih obeh skladb. Na tem mestu bi omenil, da se zapis te glasbe razlikuje od današnje in zahteva poznavanje teorije menzuralne notacije tistega časa. Osrednji del izdaje pa seveda predstavlja glasbeni tekst obeh kompozicij, se pravi glasbeno-kritična izdaja. Pričujoča izdaja omogoča boljše poznavanje enega izmed zanimivih segmentov srednjeevropske glasbene zgodovine konca 16. in začetka 17. stoletja, ki je bil prisoten tudi na Slovenskem in je aktualna tako za glasbene zgodovinarje in analitike, kot tudi za poustvarjalce.